Žoga je okrogla. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Žoga je okrogla. Nogometaše Olimpije, Celja, Kopra in Maribora v naslednjih dneh čakajo pomembne tekme za nadaljevanje evropske sezone. Zanimivo dogajanje pa je prinesel tudi začetek sezone državnega prvenstva. O tem in pravkar končanem evropskem prvenstvu za nogometašice v Švici več povedo Boštjan Janežič, Dober dan. Marko Cirman Dober dan. in Sandi Škvarč. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Aljaž Golčar. Začnimo. Prvi polčas. Oddajo snemamo v ponedeljek po 4 odigranih tekmah drugega kroga nove sezone državnega prvenstva in vrstni red bo povezan z lestvico prve lige. Najprej k Olimpiji. Državno prvenstvo so Ljubljančani začeli z 2 zmagama, precej bolj pa se mučijo na evropskem prizorišču. Po porazu s Kajratom iz Almatija so padli 2 stopnički iz kvalifikacij Lige prvakov v kvalifikacije konferenčne lige. Za nasprotnika so dobili andorski Inter Escaldes, katerega nogometaši niso v celoti profesionalci in imajo ob igranju nogometa službe. Olimpija je padla v zaostanek z 2-0, nato pa po veliki zaslugi Dioga Pinta, ki je dosegel hat-trick, prišla do zmage s 4-2. Portugalec je obenem postal strelec najhitrejšega hat-tricka v dresu Olimpije. Za 3 gole je potreboval le okoli 10 minut. Yeah, I didn't know that, but thank God I was able to score the hat-trick. Tega nisem vedel, sem pa vesel, da sem dosegel hat-trick in da smo prišli do zmage. Potrebovali smo dober rezultat po izpadu iz kvalifikacij Lige prvakov. Iz tega smo se nekaj naučili in izkoristili prednost domačega terena, kar me zelo veseli. And yeah, I'm very happy, of course. Boštjan, kako je Olimpija izgledala v Stožicah? Ja, na začetku zelo klavrno, ko so igrali Andorci, ki bi nekako po svojih sposobnostih morda lahko igrali v 3. ali 4. španski ligi, veliko Špancev v njihovem moštvu. Imeli pa so videti, vsaj bilo tako, sape za kakšno uro, da je potem Olimpija obrnila rezultat na prvi tekmi sebi v prid, si priigrala tudi nekaj prednosti, ampak glede na to, da so pri Olimpiji že pred tekmo razmišljali, da želijo igrati, da ne nabijajo žoge, da kombinirajo, da so napadalni, so jih nogometaši iz Ljubljane zelo slabo pokrivali, jim ne parirali. Takrat je bilo videti, sploh potem še po drugem golu na začetku drugega polčasa, da je nekaj zelo gnilega v ljubljanskem moštvu, da je Žorž Simao nedorasel svoji nalogi. Uspel je potem z rezervisti, obrnil potek srečanja, ampak negodovanja gledalcev ni bilo ne konca ne kraja, tudi ob zmagi na koncu 4-2, sicer pa so potem Ljubljančani na krilih Pinta prišli vendarle do uspeha, ampak ni povezanosti v ljubljanskem moštvu. Ko so se gostje upehali, Olimpija prišla na svoj račun. Zelo jih je šokiral izpad v Almatiju, ko so se stopili 2 stopnički nižje, že proti Murju v prvem krogu v mestni tekmi pred začetkom drugega kvalifikacijskega kroga so bili ali bodo ali ne uspeli, potem so z golom Marina uspeli za nekaj samozavesti, ampak ne zna razporediti si malo nogometašev. Marin in Mitrovski si kradeta prostor, potem je spremenil po 2 tekmah in eni ligaški tekmi, takrat v kvalifikacijah proti Kajratu, Simao povsem postavitev na igrišču, sploh pa je zamenjal precej igralcev, da so mu tisti prej navidezno drugo kategorniki prinesli uspeh. Bolje je Olimpija začela obrambo naslova državnega prvaka, v prvem krogu z 1-0 ugnala Muro, v drugem pa v Kidričevem s 3-0 premagala Aluminij z nekoliko spremenjeno zasedbo, mogoče ne toliko v obrambi, ampak sicer odkje takšna razlika v suverenosti? Ja, ampak spet tekma 2 polčasov v Kidričevem, tam pa dober štart Ljubljančanov, vse 3 gole so dosegli v prvem polčasu, v drugem pa precej pasivnosti, ko da išče in nima še pravih idej. Simao tisto udarno moštvo ali pa udarno 11-terico oziroma eno za slovensko ligo, eno za konferenčno ligo, in po tekmi spet ni bil zadovoljen Simao s pasivnostjo v drugem polčasu. Olimpija oziroma njeni nogometaši pa so bolj kot ne po vodstvu s 3-0 počivali in štedili moči za torkovo tekmo povratno v Andori.
Kaj pa glede samega kadra? Alex Blanco, ki ga Žorž Simao pravi vidi na položaju levega bočnega branilca, je proti Aluminiju po nekaj skromnih predstavah dosegel lep zadetek. Matevž Dajčar je v vratih zamenjal Gala Lubeja Finka. Sicer Simao ni tako močno spreminjal ekipe v obrambi. Kaj se dogaja z Matevžem Vidovškom? Veliko je še odprtih vprašanj, se zdi, pred koncem prestopnega roka. Ja, da je Matevž Vidovšek resno poškodovan. Tam Dimlje naj bi bila njegova velika težava, vsaj zatrjuje v ljubljanskem klubu, da ne gre za registracijo in za prodajo tega nogometaša, da bi se do konca avgusta preselil v kak drug klub, ampak da gre za poškodbo po izčrpanosti lanske sezone in še dodatnim bolečinah. Zato, ko je začel z Galom Lubejem Finkom, Simao ga je takoj odmaknil iz moštva, bil je krivec obeh golov, tisti zadnji v Almatiju, potem pa je Dajčar stopil med vratnice, ampak tudi, ko da ne bi imel tiste glavne komande v obrambi Olimpije, vsaj na tistem prvem golu na evropski tekmi proti Andorcem, ko je šel na žogo, potem mu jo je Muhamed Begović izbil v medprostor in tam je bilo vidna zelo tista dezorganizacija Olimpije v obrambi. Alex Blanco pa na vprašanje Simao, ja pa saj to ni njegov naravni položaj, igra na levi strani bočni branilec Alex Blanco. No, sedaj je zatrdil Simao, da je to njegovo delovno mesto in navijači mu ne prizanašajo ob vseh napakah, tako kot ko je igral na levem krilu v napadu. Blanco je potiskal žoge napadalcem, tako enako tudi napravil kar nekaj napak, ko pošilja žoge proti svojim branilcem, pa potem tekmeci prestrežejo te žoge in so hitro nevarni, tako da mislim, da je vse bolj nekako etapno iz tekme v tekmo še pri Simao, da Olimpijin kader, ki je skromnejši kot v lanski sezoni, še zdaleč ni zložen v celoto. Tako kot Olimpija pri 6 točkah v državnem prvenstvu po 2 krogih Celje, v prvem krogu so Celjani z 2-1 premagali, Maribor v drugem z 2-0 Radomlje. Marko, udaren začetek Celja in to skar lahko rečemo B ekipo v državnem prvenstvu. Ja, dobro se je vse skupaj začelo, precej manj stresno kot v lanski sezoni, ko so Celjani kar težko poleti po tisti trenerski menjavi krmarili med Evropo in domačim prvenstvom, pa čeprav so tudi lani eno tekmo še pod Krznerjem začeli zmagama v prvih 2 krogih, zdaj že 4. zaporedno sezono Celje ni izgubilo v prvih 2 krogih. Skratka, ja, vidi se, da je bil zimski prestopni rok ena taka dobra šola za upravo, da je bil zares slab in da tisti drugokategorniki niso znali nadomestiti prvokategornikov, ko so ti rabili počitek, zdaj pa je videti vse drugače in tudi s mladinskim pridihom Florjan Ješanak kaže, da je lahko konkurenčen in igra v članskem moštvu, ne samo zato, ker je U21 igralec oziroma ker izpolnjuje tisti pogoj, da mora biti eden od slovenskih nogometašev iz te kategorije. Skratka, ja, proti Ajaku iz Larnake sicer ni šlo, ampak Celjani so se zelo težko privadili na to sekanje igre Ciprčanov, to je izkušena zasedba, velika večina prek 30 let zna stopiti na žogo in zna krasti sekunde in nadobudni Celjani pač so poizkušali, ne bom rekel, da so se zaletavali proti golu, ker so jih Ciprčani dovolj visoko že ustavljali, ampak ja, tu so imeli ogromno težav, na drugi strani pa se kaže kakovost v prvenstvu in mislim, da lahko s takšno rotacijo je Albert Riera precej miren, bolj miren kot v lanski sezoni v domačem prvenstvu. Marko, omenil si, da je bil med tistimi, ki so se izkazali mladi Florjan Jevšenak. Prisluhnimo, kaj ti je povedal. Mislim, da v tem prvenstvu tako treba iti vsako tekmo na polno, drugače ti hitro spodrsne.
če hočemo na koncu za nekaj več oziroma za prvaka, potem tako ali tako moramo iti vsako tekmo z pravo miselnostjo. Vsako tekmo na polno in upamo, da nas bo to na koncu nagradilo. Ste odkritje Alberta Riera v letošnji sezoni, ste tudi igralec, ki izpolnjuje tisto kvoto mladega slovenskega nogometaša. Kako se znajdete pod taktirko tako imenitnega stratega oziroma tako priznanega nogometnega delavca? Kaj vam pomeni igrati pod Albertom Riero? Pa ja, vidi se, da je trener naš res na nekem drugem nivoju, kot sem bil do zdaj tega navajen. Zaenkrat sem se res super vključil v ekipo, v cel klub, lepo so me sprejeli, tako da mislim, da lahko tu res ogromno napredujem in se veselim napredovane sezone. Še tole, lani v drugi ligi v Dravinji, kako bi primerjali recimo igranje za Dravinjo in igranje za Celje? Pa ja, dobro, dati druga liga Dravinja ti da neke istočnice, nek začetek v članskem nogometu. Definitivno je lažje prestopiti iz neke sezone v drugi ligi, kot pa mogoče direktno iz mladinskega nogometa. Tako da mislim, da mi je Dravinja dala veliko, da mi je druga liga dala veliko podlage za prvo ligo. Je pa definitivno razlika v kvaliteti, razlika v hitrosti, v intenzivnosti, vsem skupaj. Ampak mislim, da sem zaenkrat se dokaj dobro vključil. Marko, Celje ima zdaj kar precej nadarjenih nogometašev mlajših od 25 let. Kako gledaš na njihove možnosti tako za uvrstitev v ligaški del evropske sezone, kot za to, da se tudi državni naslov vrne v Celje? Ja, državni naslov bi se lahko vrnil morda prej, kot pa bi se Celje uvrstilo v Evropsko ligo, kajti Evropska liga je res eno stopnico, pa ne samo pregovorno ali pa klišejsko rečeno više, kajti vidi se, da ekipe v konferenčni ligi ne znajo tako reagirati se prilagajati nasprotnikom, kot to počnejo ekipe v Evropski ligi, in tu se res vidi ta zloženost kakovosti ekip po nogometnih evropskih razredih. Sicer pa ja, mislim, da je higienski minimum seveda v prvi vrsti popraviti slab vtis iz lanske sezone v prvenstvu in se boriti za naslov prvaka. Ne bom rekel, da je to nekaj, kar je obveza za Celje, ampak je pa res, da Celje s finančnimi resursi in s kadrovsko politiko res trenutno nima konkurence v slovenski ligi in da vse, kar naj bi bilo prvo mesto na koncu, bi bilo seveda za Celje neuspeh po koncu letošnje sezone. Evropska liga je velika želja, prišli bi večji klubi, igrali bi proti eminentnejšim klubom, Celjani se še bolj utrdili na evropskem nogometnem zemljevidu. Mislim, da je to možno, ampak seveda nikoli se ne ve, že ta tekma v četrtek na Cipru bo pokazala, kam bi lahko zavila ta evropska sezona. Pri Celjanih pa se tako ali tako zdaj že pregovorno obračamo proti tem, da igrajo na drugi tekmi precej bolje. No, proti Sabahu sicer ne, ampak so takrat zmagali na prvi tekmi. Če pa pogledamo lansko sezono, pa so recimo tudi proti Apoelu najprej doma remizirali in potem ga premagali na Cipru, tako da mislim, da Celjani s svojim pristopom in svojo dominantno igro v posesti se nimajo česa bati na Cipru in da bi lahko zdaj bil, če bi bil na mestu trenerja, bolj zaskrbljen kot trener AEK-ja, kot trener Celja. Če pogledamo recimo 1-1 v Celju, kaj si videl na tej tekmi, da rečeš, da so Celjani recimo v boljšem položaju pred gostovanjem, kot smo v preteklosti večkrat rekli, na neugodnem Cipru? Ja, nekaj tudi psihološki vidik, ne. Ciprčani so v gosteh dosegli 1-1, to pomeni, da bodo morda avtomatsko mislili, da bo doma lažje, pa čeprav AEK iz Larnake nima tako glasnih navijačev, kot jih ima recimo Anorthosis ali pa predvsem Apoel, tako da to sta zgodovinsko gledana velika kluba na Cipru, tudi AEL Limassol. Sicer pa ne gre se na to zanašati, je pa res, da se bodo na vremenske razmere teže prilagodili Celjani, vroče bo na Cipru in ja, nisem pesimist, ker vem, da Albert Riera po vsakem stiku s tekmecem dobi idejo več za naslednjo tekmo in k sreči, ne tako kot v covidnem obdobju, ko je bila samo ena tekma, je zdaj še povratna in verjamem, da se je tudi trener marsikaj naučil oziroma marsikaj tudi videl na tej tekmi, kako se da pičiti AEK na drugačen način, kot se ga je lotil morda v Celju.
Ja, ravno ta Rierina energija je zelo nalezljiva, zato ta optimizem, kot ga omenja Marko, povsem drugače v Ljubljani, pa ima Olimpija 2 gola prednosti za povratno tekmo proti Andorcem. Sicer tista navidezna prednost lepa, ampak spet bojazen, kako bodo Andorci, ki šele septembra začnejo državno prvenstvo, začeli tekmo doma, kako z glavami ne bodo zraven Olimpijini nogometaši, lani pod pragmatičnim trenerjem Sančezom, letos pod nedorečenim trenerjem Simaom, ki poskuša kar prikrivati stvari, ko pa je že prej omenjal Marko, tudi dobro finančno rusko popotnico v Celju, tudi pri Olimpiji naj ne bi manjkalo denarja po lanski Evropi, po Florucovi in Ratnikovi odškodnini, pa vendarle kupujejo nogometaše. Za Mitrovskega so se 700,000 evri odškodnine kar presegli Ljubljančani, sicer pa vse skozi v tistem upravnem delu pri Olimpiji nekako ne je voljni, da ni dovolj denarja, da takšnih odškodnin ne bodo plačevali. Če kdo razvija nogometaše, so to Celjani, Ljubljančani, zagotovo ne. Sem prepričan, da bo na Cipru Albert Riera prepričal svoje fante, da so boljši, da so sposobni premagati AEK, in ko imaš v pozitivnem smislu takšnega dobrega manipulatorja kot šefa svoje stroke, mu verjameš, tako kot jim je pred 2 sezonoma pred tekmo v Guimarãesu po domačem porazu v zibelki Portugalske jim je povedal, da bodo šli naprej, in vsi so gledali z velikimi očmi, na koncu pa so napredovali, tako da ima to neko magičnost prepričevanje ljudi Albert Riera, in jaz sem prepričan, da jih že cel teden v navednicah z besedami masira, da so boljši in da bodo napredovali. Ko sem v prvem krogu pripravljal reportaže po evropskih nastopih slovenskih klubov, me je seveda pri Celjanih nekako pripravilo do tega, da jim gre zaupati tudi to, da imajo za seboj pač dolgo evropsko sezono. Koliko tekem so torej odigrali v celotni lanski sezoni v Evropi, to je zagotovo ena od naložb, ki jim bo pomagala tudi v novi sezoni. Morda se prav tu razlikujejo od ostalih slovenskih klubov, predvsem tistih, ki so malce niže rangirani, ki odigrajo zgolj nekaj tekem v Evropi. Torej očitno tudi ta pedigre, torej te izkušnje nekaj veljajo. Pa še ena misel Alberta Riere mi je padla takrat, nekako sem bil bolj pozoren na njo, ko je dejal, da njegova ekipa vedno igra na zmago, ne glede na to, ali ima prednost, ali išče prednost, ali je v zaostanku, torej vedno igra pravzaprav na gol v napadu, torej da tudi po izgubljeni žogi se čim prej nekako prebije v napadalne vrste. To je njegova filozofija, je dejal, in od te filozofije ne bo odstopal ne glede na rezultat. In tudi to je ena od tistih misli oziroma tistih miselnosti, o kateri je govoril že Marko. Marko, to, kar pravi Sandi, torej Albert Riera ima neko svojo filozofijo, neko svojo idejo, zdaj jo mora udejanjati, recimo brez Svita Sešljarja, pa sicer kako velika težava je poškodba Simona Sluge? Ja, je, zato ker je Simon Sluga v prvi vrsti bil pripeljan kot prvi vratar, in tako se je tudi zgodilo na prvih tekmah. Po mnenju nekaterih sicer z nekaj napakami, teh napak je bilo bistveno manj kot pri Ricardu Silvi in Kolarju v lanski sezoni. Nekaj več izkušenj, nekaj več glasnosti pri postavljanju obrambnih igralcev pred seboj je vnesel seveda Simon Sluga. To je kar velik udarec, sploh zaradi tega, ker sta zdaj Jean-Luc Leban in Luka Kolar naslednja dva v vrsti za Slugo, in to sta seveda ne tako izkušena vratarja na tako občutljivem položaju, kot je vratarski položaj, pa moraš v Evropi imeti seveda starega mačka, izkušenca, ki zna seveda stopiti na žogo, ko je treba, ko se ne zaganja, ki se ne zaganja izven gola, kadar ni potrebno. Sicer je Jean-Luc Leban solidno opravil svojo nalogo do sedaj, ampak bomo pa videli, ko bodo prišle seveda te večje, pomembnejše tekme, ko bo treba obraniti kakšen strel, sicer je proti AEK-ju iz Larnake, tam v drugem polčasu snel enega dobro z nogo, dobro hitro se je spustil na tla in odbil
poizkus Ciperčanov z nogo. Tako da ni zdaj to, da bi ne vem kako objokovali zadevo pač v Celju, ker poškodbe so sestavni del, tudi odhod Svita Sešljarja, ki si ga omenil, se počasi začenja precej manj poznati, kot se je zdelo, da se bo na začetku Kotnik dobro, seveda s svojimi izkušnjami in svojim nespornim izjemnim tehničnim znanjem in pregledom znala domeščati, je pa tudi seveda Albert Riera na ta način po odhodu Sešljarja prilagodil igro Celja. Kvesič in Kotnik pa sta tista, ki prevzemata dirigentsko palico Svita Sešljarja. Navezava na vratarje, kakšen stavek, ko so Olimpiji ponujali Martina Turka, je bil že blizu Olimpiji, ampak potem je bila odškodnina zanj nekje okrog 500,000 preveč za Ljubljančane, če tudi so vedeli za tako kočljiv položaj, da je Matevž Vidovšek vsaj za evropske kvalifikacije ni pripravljen oziroma da takrat ne bo mogel pomagati soigralcem. V vratih Kopra pa brani nekdanji celjski vratar Metod Jurhar in Koper je naslednja postaja tudi našega pogovora. Koprčani so torej začeli svoje evropske kvalifikacije v konferenčni ligi, glede na nizek koeficient verjetno ni bilo pričakovati, da bodo v vlogi favorita, toda uspešno so opravili s prvim krogom, premagali Železničar iz Sarajeva, potem pa doživeli zelo boleč poraz, kar 7-0 na Norveškem pri Vikingu. Sandi, kaj je šlo narobe? Koprčani so ponovno na evropskem prizorišču po 2 sezonah, ko se niso uspeli prebiti iz domačega prvenstva. Torej v Sarajevu tista prva tekma ni še pokazala končnih obrisov razmerja moči med slovensko in pa sarajevsko ekipo, ampak na Bonifiki potem druga pesem atomskih koprskih nekaj minut je bilo dovolj za popoln preobrat, ko so zaostajali na domači zelenici pred nabito polnimi tribunami. Mislim, da je bil stadion celo prvič povsem razprodan, resnici na ljubo, tudi z ogromno gostujočimi navijači, vsaj 800 jih je bilo v tistem gostujočem sektorju, pa še potem na ostalih delih tribune. Okrog 1200 se jih je zbralo na stadionu, ki sprejme 4000 gledalcev. Torej na domači zelenici so vendarle nekako upravičili vlogo tihega favorita oziroma za to, kar so se tudi sami imeli. Sarajevčani so bili enostavno preskromni, da bi se prebili v naslednji krog. Kaj pa se je potem zgodilo na Norveškem, je tudi ena od pravzaprav svojevrstnih neznank, glede na to, da v prvem polčasu niso delovali tako nebogljeno kot potem v nadaljevanju. Torej prijeli so zadetek, to da potem tudi sami zapretili, zatresli so okvir vrat in bili na tem, da morda pridejo celo do izenačujočega zadetka, potem pa pravi blackout v drugem polčasu. Resnici na ljubo tudi brez Josipa Iličiča, ki je že v prvem polčasu moral z igrišča zaradi poškodbe, ima torej nekaj težav in očitno ta umetna trava v Stavangerju tudi ni bila najbolj pisana na kožo njemu in morda je tudi to bilo krivo, da je moral predčasno z igrišča. Je pa seveda jasno, da je motor ekipe, da Slaviša Stojanović gradi igro na njem, kar se je videlo tudi na obeh tekmah sarajevsko zasedbo. No, očitno pa so ga norveški mladci tudi malce bolj ostro prijeli in tudi to je bil morda eden od vzrokov, da je moral predčasno z igrišča. Ampak analiza bo seveda pokazala, kaj je bilo narobe v koprskem taboru, da se je zgodilo to, kar se je v drugem polčasu. Nazadnje so Koprčani pravzaprav tudi nekako obmolknili po tekmi, tako da žal nimamo nobene izjave, v kateri bi morda kdo od akterjev tudi povedal, kaj je bilo pravzaprav narobe. In 7-0 je, mislim, da evropske sezone konec. Tudi čudež bi moral biti zares enormen, da bi se zgodilo kaj drugega na recimo travi, glede na to, da Norvežani igrajo na umetni travi, ki je nove generacije. Slaviša Stojanović je že pred tem opozarjal, da je trava malce drugačna, kot so umetne trave pri nas, da je precej hitra. In še en poudarek, Norvežani so že tako rekoč sredi prvenstva, mi pa ga šele začenjamo in tudi tu je zagotovo iskati vzroke, da so bili Koprčani v odločilnih trenutkih tekme nebogljeni. Verjetno se je na Norveškem Koprčanom zgodil ravno Josip Iličić, oziroma da so igrali brez njega, brez njegove samozavesti za blackout v drugem polčasu ob vseh podlagah in tekmovalnem koledarju Skandinavcev. Pa ravno omenjali smo tudi Metoda Jurharja, vsaj 2 gola nadaljavo bilo videti, sta bila njegova.
Tu bi dodal dve stvari, namreč Viking iz Stavangerja je trenutno vodilna zasedba norveškega prvenstva in sicer prvenstva, v katerem je in to skar zajetno, mislim, da prednost 6 točk pred Bode Glimtom, ki je lani bil celo v polfinalu Evropske lige, tako da ta norveška liga ni kar tako, je zelo, zelo dobra liga, hitra liga in enostavno so bili Koprčani prepočasni za prehitre Norvežane. Druga stvar je pa ta, da so pač naleteli na mentaliteto nasprotnika, ki je pač takšen, da tudi marsikatera ekipa, ne vem, v Srednji Evropi ali na Balkanu bi se ustavila pri zidu 4-0, njihova mentaliteta pa je takšna, da ti bodo nasuli zadetko, kolikor lahko, zato niso štedili z močmi in so res napolnili koprsko mrežo. Ja, morda je treba dodati samo še to, da sicer v koprskem taboru ni Tomija Juriča, ki je poškodovan v lanski sezoni, predvsem v zaključku, v spomladanskem delu lanske sezone je bil pomemben člen zasedbe Slaviše Stojanoviča, tudi CDB se je ukvarjal s poškodbo, vendar pa je na Norveškem tudi odigral. Torej, Koprčani so doživeli sploh prvi poraz pod taktirko Slaviše Stojanoviča, oziroma drugega, če štejemo tudi pokalni poraz v Stožicah proti Celju, sicer pa so v domačem prvenstvu nepremagani vse od marca letos, ko so bili poraženi v Mariborskem Ljudskem vrtu, od takrat naprej v prvenstvu, torej brez poraza, torej neko nadaljevanje morda vendarle tudi na povratni tekmi z Vikingom. V tem oziru seveda pa je enostavno previsok zaostanek, da bi lahko kakorkoli sploh razmišljali o tem, da pripravijo kakršnokoli presenečenje. Ja, verjetno uvrstitve Kopra v ligaški del konferenčne lige torej ne more več biti. Sandi, v državnem prvenstvu pa je Koper sezono začel zmago nad Bravom z 2-1, v drugem krogu pa se bo po snemanju te epizode podcasta Žoga je okrogla pomeril s Primorjem, ki je prav tako zmagalo v prvem krogu. Klub iz Ajdovščine je za uvod v sezono s 3-2 premagal Domžale. Sandi, kaj praviš pred primorskim derbijem o enih in drugih? Ja, težko je reči, kako bo ta norveška epizoda vplivala na samozavest Koprčanov, ali bo vplivala pozitivno, da se bodo dvignili. Vprašanje, kaj se je dogajalo, ne nazadnje slišali smo tudi to, sicer iz nekih drugih virov, ne osebno, da je Slaviša Stojanovič po porazu v Stavangerju ponudil svoj odstop, ampak verjetno je šlo zgolj za neko reakcijo ob razočarjanju, mislim, da ga tudi niso sprejeli. So pa mnogi, ki so blizu koprskemu taboru. Bil sem v soboto na turnirju v Dekanih, na pripravljalnem turnirju, kjer se je govorilo tudi o koprskem neuspehu in nekateri so rekli, da so opozarjali tiste, ki so jim blizu pri koprskem klubu, da pač gredo na noge k ekipi, o kateri je tudi že Marko govoril, da je v tekmovalnem ritmu in da je čisto nekaj drugega, torej da ima tudi drugačno mentaliteto kot morda sarajevska ekipa, s katero so se pomirili prvič po dolgem času ponovno na evropskem prizorišču. Torej, kako bo vplival ta poraz na tekmo s Primorjem, je v tem trenutku vprašanje, pa morda tudi kako bo vplivalo vse tisto, kar se je v lanski sezoni dogajalo, kajti Ajdovci lani v Kopru niso bili poraženi. Zadnja tekma se je končala z 1-1, predtem pa so tudi slavili, tako da je tudi tu priložnost, da se Koprčani oddolžijo Primorju, ki se je tudi na prvi tekmi znašlo v zaostanku in sicer proti Domžalam, kot rečeno, pa potem bilo nekaj preobratov na tej tekmi, Ajdovci pa so nazadnje uspeli priti do zmage. Zanimivo, z igralci iz klopi, ki jih je poslal na igrišče trener Milan Anđelković, in sam je dejal, da ima zares sladke skrbi, torej da dobro delajo na treningih in da ima vselej nekako težave, koga postaviti na igrišče. Zanimivo je, da sta prav rezervista, torej Murillo in pa Suljanović dosegla odločilna zadetka za zmago Primorja in videli bomo, ali jo bo na tekmi proti Kopru postavil v prvo enajsterico ali bosta ponovno igralca s klopi. Sicer kar nekaj sprememb, predvsem na vratarskih pozicijah. Gašper Tratnik se je že po polovici lanske sezone poslovil, šel je na Poljsko, potem je Josip Posavec igral
ki pa je po koncu sezone odšel nazaj na Rijeko, kjer je bil posojen. Tudi Semir Smajlagić, ki je dobro začel kot strelec lansko sezono, ni več v vrstah rdeče črnih, ampak očitno so drugi igralci, ki pritiskajo od spoda, in kar je pomembno, v Ajdovščini pravijo, da imajo v tem trenutku urejene tudi vso to razmerje v finančnem smislu z igralci. In pa še en poudarek, prihodnja domača tekma proti Bravu, torej v soboto, bo prvič pod umetno razsvetljavo, torej še en zgodovinski trenutek za ajdovski nogomet, ki ima tudi v tej sezoni željo, predvsem da ostane med prvoligaši, čeprav so ob lanskem 6. mestu nekateri že začeli razmišljati, da je nastopil tudi čas za boj, za morda preboj na 4. mesto in na evropsko prizorišče, ampak mislim, da je vse skupaj preuranjeno. V drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige pa je svojo evropsko pot to sezono začel Maribor, ki je za uvod z 1-0 izgubil proti madžarskemu Paksiju, ki je v prejšnji sezoni osvojil 3. mesto v tamkajšnjem prvenstvu. Zanimivo, ekipa vredna dobrih 8 milijonov evrov je v celoti sestavljena iz madžarskih nogometašev, redko viden pojav v modernem nogometu. Boštjan, ti boš v Ljudskem vrtu spremljal povratno tekmo? Ja, gledal sem po televiziji tudi prvo tekmo in včeraj spremljal Mariborčane tudi v Domžalah. Gol razlike, sem kar optimističen, čeprav ni optimistična in odlična ter hitra igra Mariborčanov, ampak imeli so že nekaj priložnosti Mariborčani tudi na Madžarskem. Madžari strnjenejši, dlje časa igrajo skupaj kot Mariborčani, ki imajo prevetreno moštvo. Kaj bo uspelo trenerjem Maribora napraviti na tej povratni tekmi, sicer še vprašanje, ampak rezultat je zelo odprt. Nisem se strinjal s tistimi zapisi, da ko je bilo po nedobrem četrtku slovenskih klubov v Evropi, ko je v sredo zmagala zgolj Olimpija doma proti Andorcem, po katastrofalnem porazu Kopra, Celjani brez zmage na Ciper, Mariboru bo tudi težko, ampak mislim, da bi lahko Mariborčani tudi na krilih svojih navijačev bili uspešnejši od Paksija, Paksa, Pakša, kakorkoli mu že rečemo temu madžarskemu moštvu, ampak niso dominirali, ne vem kako Madžari na tej tekmi, potem so zaprli dohode do svojih vrat po vodstvu. Mariborčani so sicer brez obo poskušali samo z dominacijo žogo na sredini igrišča, ampak kot vedno v nogometu na začetku so imeli priložnost in tako bi lahko šla tekma že na tej prvi tekmi za Mariborčane v Evropi povsem v drugo smer, da bi Maribor odšel na odmor z vodstvom 1-0. Boštjan, omenil si torej zmago nad Domžalami v državnem prvenstvu z 2-1, zmagoviti gol na tisti tekmi je dosegel Shea Ojo. We're Maribor, we want to win the league and we can't be winning the league with these sort of performances. Mi smo Maribor, želimo biti prvaki, a s takšnimi predstavami to ni mogoče. Lepo je, da smo osvojili 3 točke in dosegli prvo zmago v sezoni, to da igrati moramo bolje. Na treningih bomo delali na tem, da se izboljšamo taktično, fizično in tudi tehnično. Ko bomo prišli v ritem zmag, sem prepričan, da bo vse tako, kot mora biti. Marko, je to tudi posledica tistega kar bolečega poraza proti Celju v prvem krogu prve lige? Ja, najbrž tudi, ampak kolikor vidim Maribor, je kadrovanje novega trenerja kar viharno. Včeraj ni bilo Repasa, recimo v kadru Jana Repasa. Dejal je, da je počival. Ja, tako bom rekel, da mora Maribor seveda najprej v prvi vrsti imeti svoj način igre, takšnega, kot ga je imel pod Čimondžo, pod Milaničem in tako naprej, ko se je točno vedelo, katerih je prvih 11 ali pa 13 prvih igralcev z malo menjavami v začetni enajsterici. Res, da je zdaj tu Evropa, ampak vse je preveč nametano skupaj za zdaj videti in tudi nekatere okrepitve, ko sem jih gledal v Ljudskem vrtu, niso vredne igranja morda v prvi slovenski nogometni ligi, ampak o tem, da je drugič naj se sezona malo razvije, da bomo dejansko videli to moč ali ne moč Maribora, ki mu seveda privoščimo napredovanje proti madžarskemu Pakšu. Madžarsko Krško je to, kajti tam je nuklearka blizu.
ravno ko smo tudi omenjali Ođa, hitro je Bubek po prekršku nad njim pokazal na belo točko, ni šel na ogled vara. Bubek je, oziroma vratar, ko je dosodil 11 metrov, ko sodnik Bubek, je tam vratar Vodišek roke potegnil sebi na drsečem, na razmočenem igrišču, je seveda potem se zapeljal kot po ledu v mariborskega napadalca, ta ga ni želel preskočiti in brez ogleda vara z nekaj posvetovanja je pokazal na belo točko. Bil pa je Maribor boljši v Domžalah, še posebej v drugem polčasu, ko bi morali Domžalčani poskusiti z izenačenjem, so bili to samo neuigrane akcije, streli od daleč iz obupa. Domžale, Radomlje in Mura pa so trije klubi, ki so novo sezono državnega prvenstva začeli z 2 porazoma. Povratnik Metelito Aluminij je zabeležil zmago in poraz za konec prvega polčasa. Koga to sezono pričakujete v boju za obstanek? Ja, cilj Primorja je, kot rečeno, obstanek, zato lahko rečemo, da se bo Primorje borilo za obstanek. Rekli so, da jih zanima najprej to, vse ostalo bo nadgradnja tega uspeha. Tako da zagotovo torej Primorje v tej družbi, vsaj po teh izjavah iz njihovega tabora, vselej se tudi novincu pripiše boj za obstanek. Lani so ga seveda Primorju, pa se je potem prebilo vse do 6. mesta. Ja, ne vemo, kaj bo z Domžalami, glede na to, da imajo nove vlagatelje, kaj bo to prineslo, kaj bo prineslo tudi dejstvo, da bosta tako Domžale kot Radomlje igrala pred napol praznimi tribunami, kot zaenkrat vidimo, tako da bo tudi po tej plati še vse skupaj zelo zanimivo. Mislim pa, da nekako med temi 4 ekipami, ki sem jih omenil, je tudi pričakovati boj za obstanek. Ja, verjetno je tudi Mura kar nizko glede na živčnost v Prekmurju, tako navijačev, kot tudi ko predsednik Kuzmič išče in se stankuje s potencialnimi investitorji, vlagatelji, niso pravi. Moštvo je razkropljeno, tisto, ki je igralo v lanski sezoni ali po prvi polovici prejšnje sezone, sedaj kar nekaj novincev, nov tudi trener. Tako da je bilo nekaj smole proti obema ljubljanskima prvoligašema, nogometašev Mure, ampak moštvo ni videti prav urejeno. Mislim, da so Radomlje kar nekako dlje od izpada kot Domžalčani in nogometaši Mure. V Primorju je že tako bilo povedanega kar precej lepih stvari. Vprašanje še kako z Aluminijem iz Kidričevega. Zame morda še prehiter trenutek za to, da povem, kdo bo prvak, kdo bo izpadel. Vemo, da je tole liga 10, v kateri lahko praktično premaga vsakogar in da ti niz 2-3 dobrih tekem prinese mir za vsaj nekaj tednov. Tako da vemo, kateri so prvi 4 klubi. Bravo je odvisen samo od sebe, kam se bo spravil, ali bo dihal za ovratnik prvi četverici, ali bo zasidran v spodnjem delu. Preostali pa tudi zaradi finančnih kapacitet ne bodo mogli konkurirati na dolge proge, seveda najboljšim 4. In pač kdo bo najmanj dolgo v najslabši formi, bo, a sem to prav povedal? Ja, mislim, da sem. Da ne bo na dolgi rok tako povezal slabih rezultatov, bo potem obstal. Sicer pa Domžale so mi velika uganka, Aluminij v prvem krogu dober, v drugem spet nerazumno lahki goli, tako da en tak cirkus, karkoli se lahko zgodi, no. Zdaj mi je res še prehitro. Pa tudi moramo počakati konec prestopnega roka, no, ker nekateri novinci bodo še prišli v nekatere klube, tako da potem, ko se bo izkristalizirali kadri, potem bo precej bolj jasno, kam kdo gravitira. Drugi polčas. V drugem polčasu gremo danes na tuje, najprej v Švico, kjer je bilo sinoči končano Evropsko prvenstvo za nogometašice, drugič zapored in drugič v zgodovini so prvakinje postale Angležinje, ki so po 11 metrovkah v finalu premagale prve favoritinje, aktualne svetovne prvakinje Španke. Sandi, kako si videl zaključek turnirja?
Ja, najprej treba reči, da je to tretje prvenstvo oziroma po dveh prvenstvih, na katerih so slavile gostiteljice, tokrat novo prvenstvo, na katerem gostiteljice niso prišle do vrha. Na predprejšnjem prvenstvu so slavile Nizozemke, na prejšnjem Angležinje, na Wembleyju so odločilno tekmo pred 3 leti dobile proti Nemkam, no tokrat pa so Švicarke morale se posloviti že prej, torej ni šlo v tem slogu naprej. Zakaj vse skupaj govorim? Zato, ker pa je tretje prvenstvo zapored dobila selektorica Anglije, torej angleška selektorica, to pa je Sarina Wichmann, ki je bila torej prvakinja že z Nizozemkami, no leta 2021 so jo potem angažirali v angleški nogometni zvezi, prevzela je angleško reprezentanco in se z njo torej uspela veseliti naslova prvaki na domačem prvenstvu, sedaj tudi v Baslu, no pred 2 letoma pa na mundialu v Avstraliji, prav tako v finalu, takrat pa so bile Španke boljše, torej šlo je za ponovitev finala predlanskega ženskega mundiala, takrat Španke boljše z 1-0. Mislim, da so bile Španke boljše tudi v tem finalu, tudi v Baslu sinoči, ampak nazadnje odločitev po streljanju najstrožjih kazni, ker Špankam nekako ni šlo, Angležinje so bile bolj zanesljive. Videli smo tudi prvič tisto novo pravilo, o katerem so spregovorili tudi naši sodniki na nedavnem seminarju, torej ko je igralka sprožila z 11 metrov, pa se je najprej dotaknila žoge z drugo nogo, ker ji je spodrsnilo, no potem je sodnica zahtevala seveda ponovitev najstrožje kazni in zanimivo je, da iz ponovitve potem ni bila uspešna Angležina, ampak potem je angleška vratarka ubranila 3 strele oziroma 2 strela, Špankam enega so tudi zgrešile in tam se je tudi naredila odločilna razlika pri streljanju najstrožjih kazni, ki so potem uspeh prinesle angleški reprezentanci, ki res resnici na ljubo, in to so priznali tudi v izjavah, ni bila boljša na igrišču, ampak uspele so in tudi sama Sarina je rekla, da komaj verjame, kaj jim je uspelo, ampak je dodala, uspelo pa nam je. Beth Mead je bila igralka, ki si jo omenil, Sandi, torej, ki je zgrešila tisto ponovljeno 11 metrovko, vratarka Hannah Hampton pa zame ena od junakin finala, potem ko je torej izvrstno branila 11 metrovke. Kot zanimivost dodajava še, da je drugič zapored finale Eura odločila Chloe Kelly, ki je bila junakinja v podaljšku tistega prejšnjega Eura, ko so Angležinje prvakinje prvič postale doma. Pa mogoče malo drugačna tematika, vseeno sinoči torej zmaga Angležin pred 35,000 gledalci, torej na polnem stadionu v Baslu, recimo v finalu zadnjega svetovnega prvenstva, v katerem pa so Španke premagale Angležinje z 1-0 v Sydneyju za svetovni naslov, si je tekmo gledalo kar 75,000 gledalcev. To so izjemne številke, ki so se recimo še pred 20 leti verjetno zdele nepredstavljive. Tudi medijska pozornost, televizijska pokritost, se mi zdi, da vse kažejo na hiter razvoj ženskega nogometa, Sandi. Ja, skoraj vseh 31 tekem na Evropskem prvenstvu v Švici je bilo razprodanih. Več kot 20,000 gledalcev v povprečju na tekmo je spremljalo nogometne boje na zelenicah, ki jih je gostilo 8 švicarskih mest. Vseh gledalcev pa je bilo nekaj več kot 657,000. No, televizijski signal pa so iz Švice pošiljali v 45 evropskih držav ter še v 11 držav na ostalih celinah, torej zares izjemno zanimanje, ki raste, in vprašamo se lahko, koliko časa bo še naraščalo to zanimanje. Torej stadioni so polni, tu ne gre več nekako naprej, morda pa bo šla naprej tista finančna vrednost posameznih nagrad oziroma tudi samih vložkov, ki ga UEFA vlaga v ženski nogomet. Angležinje so domov odnesle dobrih 5 milijonov, medtem ko je bil sam nagradni sklad visok 41 milijonov in je bil enkrat višji kot na prejšnjem prvenstvu v Angliji. Torej zares enormno povišanje. Ja, seveda so še vedno nekako, da rečem, palčice ženske v primerjavi z moškimi prihodki. Recimo na zadnjem prvenstvu v Nemčiji so si reprezentance razdelile kar 331 milijonov evrov, kar je seveda precej več v primerjavi z 41 milijoni, ampak gre nekako naprej. Poleg tega se je nekako Evropsko prvenstvo za ženske tudi ustalilo, kar se samih nastopajočih tiče. Naj povem, da recimo na prvih prvenstvih samo 4 reprezentance, ki so se pomirile v zaključku za naslov prvak, in tako je bilo namreč leta 1993 oziroma pravzaprav leta 1995. No, potem
3 prvenstva z 8 reprezentancami, pa spet 2 prvenstvi z 12 reprezentancami, od leta 2017 pa nastopa 16 reprezentanc, poteguje pa se seveda celotna evropska, tudi ženska nogometna družina za nastop na evropskem prvenstvu in tudi Slovenke, ki ponovno niso bile daleč, ampak vendarle nekako še vedno predaleč, da bi se prebile, ampak tudi Slovenke se nekako uspenjajo. No, nismo pa bili čisto brez slovenskega pridiha na tem evropskem prvenstvu. Staša Špur je namreč bila kot pomočnica glavne sodnice na tekmah, kar na 3 tekmah, sodila je tudi na polfinalni tekmi in sicer skupaj s Hrvatico Ivano Martinčič. No, med VAR sodniki in sodnicami pa je bil tudi Alen Borošak, torej vendarle tudi nekaj slovenskega pridiha. Morda bo leta 2029 še kaj več tega pridiha. Nimamo še organizatorja prihodnjega evropskega prvenstva. Decembra bo znana odločitev, za organizacijo pa se poteguje kar več držav. Sandi, bomo videli tam tudi Slovenke, 38. na svetovni lestvici, višje od fantov v Sloveniji, kar se nogometa tiče. Ja, predvsem pa se vzpenjajo še nedolgo nazaj pri tisti znameniti zamenjavi selektorja, ko je Saša Kolman prevzel reprezentanco, je bila naša izbrana vrsta tam okrog 60. mesta in potem uspešni nastopi v Ligi narodov oziroma v Ligah narodov in tudi v kvalifikacijah so Slovenke pripeljale precej višje in zadnje tekme kažejo na to, da lahko konkurirajo tudi najboljšim. Nazadnje so gostovale pred kratkim konec junija v Avstraliji, kjer je recimo deloval del svoje trenerske kariere tudi sedanji selektor Saša Kolman. Odigrale so 2 tekmi z polfinalistkami predlanskega mundiala Avstralkami, 1 tekmo so izgubile, na drugi so remizirale, vse skupaj kot priprava na nove tekme, ki jih čakajo v boju za uvrstitev za enkrat na prihodnje svetovno prvenstvo, ampak ja, tam bo kar težko glede na to, da je prostora samo za dobro 10 evropskih reprezentanc. Kje pa je največ možnosti še za napredek ženskega nogometa v Sloveniji? Kako se primerjamo z drugimi, recimo sosednjimi državami? Ja, ena od primerjav je bila narejena že pred časom, ko je na gimnaziji Šiška bil ustanovljen tudi dekliški nogometni oddelek in sicer v sezoni 2014-15, torej tako na gimnaziji Šiška kot tudi na šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije po vzoru moških oddelkov oziroma po vzoru športnega oddelka. Torej tam skrbijo za celovit razvoj teh igralk, šola in treningi so seveda osnova projekta, tudi glavna poudarka. No, dekleta in fantje pa imajo seveda tam na voljo celovito paleto spremljajoče ponudbe in aktivnosti, od tega, da so recimo na treningih prisotni 2 do 3 trenerji s končano fakulteto za šport in tudi opravljeno licenco, pa preko testiranj prilagojenega šolskega urnika, prehrane, učilnic za individualno delo in tudi do možnosti pogovora s športnim psihologom. No, v strokovni kader pa so vključeni recimo tudi kineziologi in pa kineziologine oziroma fizioterapeuti. Torej tam so temelji, ampak verjetno je predvsem majhnost tista, ki je nekako kriva, da še vedno ne moremo biti ob bok največjim evropskim nogometnim nacijam. Torej zbor je enostavno premajhen, pa v Sloveniji seveda tudi konkurenca ostalih športov, za katere se odločajo dekleta, torej rokomet, odbojka, košarka seveda. Za konec tegale drugega polčasa pa gremo še na nogometno tržnico. Za daleč največja prestopa poletja je poskrbel Liverpool, ki je odštel več kot 100 milijonov evrov Bayer Leverkusen za Floriana Wirtza in okoli 70 milijonov za Huga Ekitikeja Eintrachtu iz Frankfurta. Vsi največji prestopi so povezani z angleškimi klubi. Kateri je najbolj zanimiv, Marko? Ja, zadnjič smo se pogovarjali o Ekitikeju, ja, smo se pogovarjali, da je to najdražji palindrom med igralci, ali kako smo že rekli, Jože je to omenjal. Zdaj, nekateri znani so še Marcelo Salas, recimo, pa Evereči Eze, pa Šeji Ođo, ne, iz Maribora, pa še morda kateri iz teniških vrst, če se ga spomnite zelo dobro, ni tako neznan teniški igralec, če imamo predkviz, recimo, pa da vas izzovem, kateri bi bil tenisač znan kot palindrom.
iz naše južne soseščine. Čilič. Ja, evo, no, vidiš. No, nekaj v tej smeri. Sicer pa zame največja prestopna bomba, največja prestopna zgodba tega prestopnega roka zanesljivo odhod Viktorja Gyökereša iz Sportinga k Arsenalu in pa čakamo na Benjamina Šeška, ali bo odšel k Magpies oziroma na sever Anglije, k Newcastlu ali ne, to me tudi zanima. No. Ja, Angleži pa seveda imajo takšno kupno moč, da si lahko privoščijo takšne igralce, kot si jih omenil, Aljaž. Marko, omenil si torej novo pridobitev Arsenala. Arsenal je dolgo torej bil v igri za Šeška, pa se je potem raje odločil, da za zdaj že nekdanjega napadalca Sportinga. Kje se je zalomilo pri Šeškovem prestopu? Nekateri pravijo, da tudi pri financah. Ne vem, kje se je točno zalomilo, to vedo tisti, ki so bili znotraj tega prestopa, ki so bili nekako udeleženi. Arsenal absolutno ni izgubil ničesar s prihodom Gyökereša, res da je malo starejši od Šeška, no, kar precej starejši, ampak Šeško bo potreboval, če bo odšel v Premier Ligo, zanesljivo nekaj časa. To je povsem drug svet, kot je to Bundesliga. Sicer pa, ja, tudi za Šeška ni noben poraz, ker bo je padel v vodo Arsenal in ker je na obzorju Newcastle. Če tudi pa, to še vedno jaz trdim, ostane v Leipzigu, pa ne bo nič narobe. Še ena sezona, v kateri bi lahko blestel, se še bolj razvil, še bolj okrepil, tudi dobro za slovensko reprezentanco bi bilo to vse skupaj, tako da win-win situacija za Radečana. Ja, naj bi tudi Leipzig imel vse višje ambicije z zviševanjem ob tem prestopu odškodnine za Benjamina Šeška. Ampak gre Jan Oblak, tudi o njem se govori, oziroma vsaj nekateri mediji, morda tudi v pomanjkanju bolj udarnih novic, piščejo o tem, da se morda spogleduje z odhodom iz Atletika. Lahko bi odšel k Olimpiji, nima vratarja. Recimo. Pa smo dali še nekaj idej tistim v domačem nogometu, nam pa ostane le še Sodnikov dodatek. V sodnikovem dodatku pa kot vedno kviz. Marko, izvoli. Zadnjič sem na eni prireditvi spoznal našega zvestega poslušalca Jernej Vesel, lep pozdrav, in mi je potem takoj zatem poslal eno kviz vprašanje, se mu najlepše zahvaljujem, in sicer ga je sestavil takole: iščemo ime slovenskega nogometnega kluba z dokaj zapleteno zgodovino. Klub je plesal prvoligaški ples 2 sezoni, vendar vsak je od njih na drugem stadionu ter pod drugim imenom glavnega sponzorja. Ko so v prvi ligi igrali prvič, je za njih igral Dušan Kosič, ko so v prvi ligi igrali drugič, pa Goran Jolič. Kateri slovenski nogometni klub iščemo? Gre to za Korotan? Ne. Jaz bi dejal, da je Interblok. Ne. Bravo, Jernej, dobro vprašanje. Kako je bilo z imeni? Sponzorsko ime, katerega so imeli v njihovi drugi sezoni. Sedvevče? Ja, bravo, ampak malo drugače se je vse skupaj imenovalo, originalno. Likvimol je bilo na Viču. Prej bila Slavija in Sedvevče. Ja, tako. Slavija Vevče. Bravo, Boštjan, je pravilen odgovor. Pred sezono 94-95 so uradno prevzeli oziroma bolje rečeno kupili licenco NK Svobode v prvi ligi, vpleten je bil takrat tudi Tone Hrovatič, in igrali pod imenom Vevče Donit Filtri na stadionu na Vevčah. Čeprav je klub sezono prej pod imenom Slavija Vevče v drugi ligi dosegel komaj 11. mesto. Kot zanimivost, uradna statistika omenjeno sezono v prvi slovenski nogometni ligi pripisuje NK Svobode. Toliko torej o tem vprašanju, ki nam ga je sestavil Jernej. Pošljite še kakšnega, če imate seveda kakšno vprašanje, da se malo pozabavamo. Drugo vprašanje pa je naslednje: v katerem tekmovanju, klubskem tekmovanju, morajo nogometaši nositi številke od 1 do 11 v prvi 11-terici? Govorimo o mednarodnem tekmovanju ali domačem? Sandi, najprej se ugiba, potem se deva pomoč. Okay. To je bilo pri brazilskem selektorju Dungi, ampak to je bilo slučajno za začetek svetovnega prvenstva. Gre za klubsko tekmovanje na stari celini, da vam pomagam, da bomo locirali tale odgovor. Včasih so to delali Angleži, ampak mislim, da že dolgo ne več.
Moramo kam Tekmovanje je proti, še aktivno. moramo kam proti Baltiku, Marko? Ne. Ni tako neznana država, je precej velika. To tekmovanje pa obsega klube tudi iz drugih celin. Francija. Ker Bravo, to francoski tekmovanje Coupe de France. Coupe de France, ja, Tekmovanje, ker kjer igrajo tudi vse njihove nekdanjih francoskih kolonij. kolonij, tako ja. Nisem vedel za številke, vedel pa sem, ker sem nekoč se malce bolj podrobno zanimal za te tekme in je bilo ogromno ekipe najprej na začetku, pa potem so seveda tiste niže rangirane izpadale. Čeprav se je katera recimo tudi prebila bliže vrha. Še tam nekje januarja se igra 11. 12. krog, kjer se priključijo prvoligaši, sicer pa razlagal Coupe de France, francoski pokal, so številke omejene na 1 do 20, ne glede na klubsko številko. Zato so bili navijači Paris Saint-Germaina pred leti oziroma pred časom kar presenečeni, ko so na tekmi francoskega pokala videli Lionela Messija, ki je v prvi enesterici nosil številko 10, čeprav je imel pri Parizu številko 30. Bravo. Tako da, igralci nosijo številke od 1 do 11 v prvi enesterici, od četrtfinala naprej lahko igralci nosijo svoje običajne klubske številke. Če se že grejo, to naj se grejo do konca. Ja. Do konca pa smo prišli. Tožbo na Coupe de la France in tako naprej. Ja, tako pa smo tudi mi prišli do konca. Hvala Boštjan, Marko in Sandi, ter vsem vam za pozornost, do prihodnjič pa uživajte v nogometu.